Dober dan, dobro jutro in lepo pozdravljeni že v počitniškem tednu, ampak v MČEM Slovenija vseeno nadaljujemo z kulturo dialoga, našimi pogovori o MČEM zagovorništvu. In z mano sta danes sopredsedujoča komisiji Pripravljeni na prihodnost oziroma Ready for the Future. Trenutno je z nami samo Uroš Majcen z podjetja SNT, čakamo pa še Borisa Horvata. Jaz upam, da mu bo internet začel delati in se bo lahko povezal. Drugače bova pa kar midva z Urošem začela ta današnji pogovor. Zakaj imamo te torkove pogovore že od začetka maja? Ker želimo stališča naših 8 komisij deliti seveda z gospodarsko javnostjo, pa tudi širšo javnostjo. Zato seveda objavljamo naše pogovore tudi na LinkedInu, jih delimo, ker želimo naša stališča čim bolj razširiti in seveda jih argumentirati v teh pogovorih. Zdaj, komisija Pripravljena na prihodnost ali Ready for the Future, velikokrat me to vprašajo, zakaj pa pripravljeni na prihodnost, kako moramo biti pripravljeni. V bistvu obravnavamo mi teme, vse, ki se tičejo digitalizacije, digitalne preobrazbe, kibernetske varnosti in pripravljenosti na neko digitalno realnost. In Uroš, če te lahko prosim, da kar vklopiš kamero in mikrofon. Vsi zdaj nekako govorijo, da smo v digitalni dobi. Slovenci imamo občutek, ker smo na teh področjih kar dobri, da smo dobro pripravljeni. Kakšno je pa tvoje mnenje? Kako smo Slovenci pripravljeni na to digitalno dobo? Kakor v marsikateri drugi stvari, se mi zdi, da smo mi tako, bom rekel, povprečni. Težko rečem, da se lahko primerjamo z nekimi manjšimi državami, ki so, kar se tega tiče, ekstremno uspešne. Tudi v Evropi imamo nekaj primerov, predvsem baltskih držav, ki so šle tukaj precej hitreje naprej, ali pa recimo v Aziji, kot je in Singapur, ali kaj podobnega, ne. Ampak če se primerjamo recimo z državami nam primerljivimi v Evropski uniji, se mi zdi, da smo tukaj, da nivo znanja obstaja, razumevanje obstaja do precej dobre mere. Pri vsaki stvari je pa potrebno vedeti, da je še vedno prostor za napredek, ne, to ne smemo pozabiti. Še bolj pa to, da tudi ta pripravljenost na digitalizacijo je takšna, da je ves čas treba se revidirati, kaj počenjamo, se prilagajati, ker so nove in nove dejavnike, ki vstopajo noter. In recimo prej smo imeli 2 leti dogajanja okoli dela na daljavo, ki je recimo digitalizacijo pospešilo. Zdaj recimo imamo nov moment z geopolitičnim, bom rekel, premikom kock, kdo bo še s kom povezoval in na kakšen način, in to vpliva tudi na ta dejavnik tukaj. Tako da, še enkrat pozovem, smo nekje v sredini. Ne, nismo odlični, nismo pa ne slabi, smo na nekaterih točkah boljši, smo pa na nekaterih točkah sigurno slabši. Ampak mogoče, če vseeno nadaljujeva, pa vidim, da je Boris tudi že z nama. Boris, lepo pozdravljen. Boris Horvat, tudi sopredsedujoči MČEM komisiji Pripravljeni na prihodnost. Pa v taki lepi zimski naravi, glede na današnjih 35 stopinj, to nas boš pa dobro ohladil, Boris. Ja. Velika planina po zimi, saj zdaj nikakor se vidi od zadaj. Ja, ne, zelo dobro se vidi, ja. Jaz sem sicer hotel Uroša še nekaj vprašati, ampak midva sta samo malo začela, govorimo o neki digitalni dobi. Po tvojem mnenju, kako smo Slovenci pripravljeni na digitalno dobo? Kakšna so naša znanja? A smo lahko res najboljši na teh področjih? Ja, jaz sem prepričan, da smo lahko. Zdaj, zakaj ne? Zaradi tega, ker v globalni tekmi ni pomembno, kako velik si, ne. Slovenci imamo pogosto, ko poslušamo kakšne mnenjske voditelje ali pa take vidne predstavnike, najprej ta izgovor, ne, da smo majhni pa tako naprej, ne. Tle v resnici ni pomembno, ne. Izkazalo se je, da v tej digitalni dobi lahko timi 15, 20, 30 ljudi zelo veliko naredijo, primerljivo veliko kot mnogo večji timi druge. Tako da tega izgovora, da smo majhni, nimamo, ne, to je eno, no. Drugo, smo na podlagi kar nekaj vlaganja v infrastrukturo izjemno dobro povezani. Imamo, se pravi, govorimo o mobilni povezanosti, o dostopnosti interneta, in tako naprej. Tisti, ki so malo več potovali, vejo, da ni vedno tako drugje po svetu.
Iz nekih izkušenj pa nekih podjetij na področju včasih osnov računalništva ali pa elektrotehnike, govorimo o Iskri, govorimo o raznih akademskih inštitucijah, kot naprimer Inštitut Jožef Stefan in podobno. Imamo kar dobre predispozicije za to in tudi neko izkušnjo kot družba, kot skupnost, na kateri lahko gradimo. Tle se je izkazalo, da smo izjemno dobri, najprej skozi nekaj posameznikov, ki lahko to vodijo, pa potem tudi skozi podjetja, ki lahko to nekako pospešijo, povežejo v neke globalne zgodbe. Smo zelo dobri v razvoju takih nišnih, specifičnih zgodb, kot naprimer na področju umetne inteligence, veriženja blokov, recimo pa tudi kakšne izjemno močne znanstvene, recimo teorije, teoriografov, diskretna matematika in podobno. To je nekaj, kar smo Slovenci primerljivo oziroma celo izjemno dobri na svetovni ravni in to so zgodbe, ki so danes zelo zanimive, ki so v bistvu v ozadju iskalnikov, potem nekih teh socialnih omrežij in podobno. In tle imamo Slovenci prave ljudi, prave kompetence, samo malo si moramo drzniti, pa pač kakšno zgodbo probati, pa kdaj nam tudi ne sme uspeti, zato se kaj naučimo in potem moramo te zadeve pač nekako sestaviti z neko trmo, z neko vztrajnostjo v delujoče rešitve, ki jih potem pač uporabimo tudi v tujini. Mogoče nekaj, to, da prihajamo iz Evrope, je po svoje veliko težje, kot če bi bili v nekem tem enotnem trgu, ameriškem trgu, kjer pač imaš kar 300 milijonov ljudi, ki govorijo enako, razmišljajo enako, imajo isto kulturo. V Sloveniji, sredi Evropske unije, je to bistveno težje. Evropa je multilokalen trg, in glede na to, da imamo tisto vztrajnost, da smo preživeli na tem delu Evrope toliko časa, da še vedno obstajamo, da razumemo, da je kamorkoli se obrneš 100 kilometrov stran neka druga kultura, nek drug trg, nek drug jezik, nam v bistvu pomaga, da razmišljamo globalno, da ne razvijamo najprej zase, ampak da od začetka razvijamo za cel trg. Jaz mislim, da je to tisto, kar rabi en tak dober recept za eno dobro zgodbo. No, to si pa vrhunsko izpostavil. Ja, jaz še nikoli nisem gledala, največkrat imamo težave, ker seveda kot ameriška zbornica pomagamo pristopu na ameriški trg, ampak to je zelo dober pogled. Ampak zdaj, če govorimo, ti si izpostavil nekaj takih, ki delajo preboje, tudi na področju matematike ali pa fizike ali pa česarkoli, ampak potem imamo pa tle nekega povprečnega državljana, ki ga je tudi treba opremiti z digitalnimi znanji. Kako vidita vidva mesto človeka v tej digitalni dobi? Na kakšen način lahko nekako vsaj večino prebivalstva ali aktivnega, če gledamo, opremo, da so pripravljeni na to digitalno dobo? Pa mogoče Boris, če kar ti nadaljuješ. Ja, eno je, da človek mora biti v bistvu te digitalne preobrazbe, se pravi v jedru, se pravi delamo zaradi njega, a na koncu mora biti po moje več človeka, ne pa manj človeka, se pravi, mu moramo kakšne stvari olajšati, mu moramo kakšne nove stvari omogočati, ampak na koncu te stvari počnemo zaradi ljudi, ne samo tisti, ki so digitalno nadpovprečno opremljeni, ampak zaradi vseh ljudi. To pomeni, da so kakšne stvari, pred kratkim sem prebral, da tisto, v čemer se rodiš, s tisto tehnologijo, s katero se rodiš, je pač nekaj, kar je naravno, tisto, kar nekaj do 35 leta osvojiš, je nekaj, kar je zanimivo, kar je pa kasneje, je pa že breme. Se pravi, jaz mislim, da bi se mogli v tej digitalni transformaciji izjemno fokusirati na mogoče starejši od 35, zato ker mlajši bodo to pobrali, živeli v tem majhnih nog. Tisti nekje na sredini svojega življenjskega obdobja se bodo temu lažje prilagodili. Več izzivov bodo imeli starejši, in na njih se je treba fokusirati in mogoče tudi te prve produkte narediti z uvidom, da je ta adoption, se pravi po slovensko ta sprejetje, tako sprejemanje teh inovacij, teh digitalnih sprememb tam toliko težje, in če se fokusiramo na njih in to omogočimo, bo pač to sprejemanje v družbi tudi bistveno boljše. Uroš, bi še ti kaj dodal? Mesto človeka v digitalni dobi?
da se navezal na Borisa, predvsem pri starejših, je potreba jim pokazati, zakaj, kje je prednost, ne, da jim to lahko olajša zadevo, ne, da spet reče nekdo, spet so nam nekaj zakomplicirali, kaj nam spet to silijo, ne, zakaj nam to prisiljujejo, ampak da jim je treba resnično pokazati, kje je prednost, da jim to olajša, da jim sprosti čas, zmanjša nervozo, zmanjša število opravkov, ki jih morajo delati, ne. In starejši, ko se mi zdi, bolj pride potreba za to vrstnimi stvarmi, ne samoumevno, ampak nekako skozi potrebe v življenje. Ko si mlad, pobereš vse to, ne. Mladi ljudje zelo hitro usvojijo te stvari. Tisti, ki so dobre, poberejo in začnejo masovno uporabljati, ne, in se dogaja ta evolucija sama po sebi, ne. Pri starejših bo treba potem malo več potrpljenja dati in povedati, da zakaj za božjo voljo stati v 30. v vrstah pred banke, ko je penzija, ne, recimo, dame zelo je banalen primer, ne, ali pa recimo že primer, ki bi zelo veliko pomenil, je, kako bi lahko stvari lepo lažje uredili pri naročanju, pri zdravnikih, ker oni so pač uporabniki osebnih zdravnikov bolj kot do drugega, ali pa pri interakciji s temi stvarmi. Če že tu začnemo, naredimo en tak preboj, in ko vidijo uporabnost tega, oni kasneje to uporabijo, je pa res to, kar je Boris tudi povedal, ta, kako bi temu rekel, uporabnost produktov mora biti, ta potreba mora biti pogledana, ne sme biti prezakomplicirano, ne, in tudi na to moramo tudi se povezati, ne. Ne pomeni, da kako tehnologijo smo uspeli narediti, ampak ta interakcija, ta med človekom in med tehnologijo, med tehnološkim interfejsom mora biti tudi temu prilagojena. In bomo potem zelo hitro videli, da bo ljudje to uporabljali. Vse se ljudje znajdejo, to je ena izmed glavnih lastnosti človeštva, prilagodljivost. Mogoče še to, ne, vmesniki se mi zdi, ni nujno, da so zelo digitalni, ne, recimo tale lep primer je tale zdravstvena kartica, ne, ki jo nosimo s sabo, ne, nekateri v resnici skriva na tistem čipu tam gor en ključ, ne, s katerim se človek identificira, ko to kartico vstavi v režo, ne, in ta pristop, ne, da se identificira s tem, da kartico vstaviš v režo, to zna vsak, ne, to zna otrok, to zna starejša oseba, ne, in od zadaj, ne, je pač informacijski sistem narejen tako, da pač poveže vse podatke, ki se veže pač z tvojega zdravstvenega stanja, ki so pomembni za morda lekarno, morda zdravnika. In govorimo pač o tej digitalni transformaciji celih, recimo državnih večjih sistemov, ne, ki pa ne rabijo biti do uporabnika digitalni, ne. Se pravi, danes ne bi bil tak ekvivalent te zdravstvene kartice, mogoče mobilni telefon ali pa mogoče jutri kakšna nosljiva zadeva, na primer pametna ura ali kaj podobnega, ki bi lahko uporabnika identificirala, ne, seveda ob močnem zavedanju zasebnosti, ne, pa dostopa do teh podatkov in tako naprej. Ali pa zdaj smo imeli eno tako, se mi zdi, da hibridno izkušnjo, po svoje pozitivno, pa tudi mogoče ne v povezavi s temi zelenimi temi, torej certifikati, ne, se pravi zdravstvenimi prepustnicami, COVID prepustnicami. Govori se zelo močno tudi o teh digitalnem centralno-bančnem denarju v nekih digitalnih, torej denarnicah, ki bodo uporabniki imeli na svojih mobilnih napravah. Vse to nekako povezuje te velike sisteme na uporabnika, in če bomo znali, in tle Evropa zelo dobro vodi, se mi zdi, na svetovni ravni, to ločitev med zasebnostjo pa hkrati povezljivostjo, ne. Če bomo znali to dobro voditi, se mi zdi, da je pač lahko kontakt, uporaba, sodelovanje v takih velikih sistemih bistveno bolj enostavnejše kot danes. Če kdo morda dvomi v to, ne, pa se spomne, ravno včeraj sem pomagal mami, ki je pač starejša, pa ni mogla iti na banko, ker je pretekel osebni dokument, ne, video klic 5 minut, prijazna oseba na drugi strani mobilnega telefona in se da vse urediti, ne. Seveda ne, takoj zatem, ko je bila zakonodaja usklajena, pa ko je pač ta oseba ima mobilni telefon za kamero, da se pač lahko ta klic naredi. Se pravi, pošparali smo kar nekaj časa, pot in tako naprej, ne, se mi zdi tudi osebja v
banki, zato smo uredili en tak mikroupravek, ki ga je pač treba narediti vsakih par let, čisto zaradi zakonodaje na področju pranja denarja. Toliko. Boris, hvala, zdaj omenil si zasebnost pa tudi varnost. Zdaj, ena široka tema, velik pomen ima v okviru naše komisije, tudi seveda kibernetska varnost ali pa kibernetska odpornost. Veliko časa smo ji namenili, in tudi še bomo, pa mogoče Uroš, glede na to, da ti v podjetju SNT vodiš tudi varnostno-operativni center, ker popravme, če sem narobe rekla, kako ozaveščati podjetja in tudi posameznike, tle gre predvsem za majhna in srednje velika podjetja, ki v svoji sestavi nimajo takih centrov, kot ga imate vi, o pomenu te kibernetske varnosti? Zavedanje je najpomembnejše. Zavedanje, da rečeš, da boš naslovil varnost, ne glede, da si velik ali majhen, da se jo lahko naslovi, to ne pomeni, da se potrebuješ ogromno količino strokovnjakov, sredstev finančnih na razpolago, podobne stvari. Ampak da razumeš, da to mora biti en izmed temeljev ali pa gradnikov, ko recimo vpeljuješ neko zadevo v organizacijo ali ko razvijaš neko zadevo. In če to delaš konsistentno, ves čas, ne zahteva to toliko truda, da bi obupal nekdo pa rekel, tega ne bom počel. To zavedanje, to je prvi ključ tukaj pomembno. Druga točka je pa seveda tudi, da je treba ljudem ves čas povedati, da tako se v fizičnem življenju obnašajo po nekih pravilih, ki so nam jih dana, kot da se v avto z varnostnim pasom pripnemo, da uporabljamo smerokaze, da postavljamo rdeče luči in semaforjev. In tudi v digitalnem življenju obstajajo neka pravila, neka logika, ki jo moramo slediti. In ko pogledaš to z neke časovne perspektive, ugotoviš, da ni tako slabo, zato ker recimo ko se je vpeljeval varnostni pas v avto, če se spomnite, nekateri, ali pa ko smo mi imeli sprejel zakon, da je treba imeti dnevne luči v avtomobilih prižgane ves čas, kakšne debate so bili, koliko časa je to trajalo. Pri recimo varnostnem pasu, pa pri tem zaglavnih naslonjalih za steže je to bilo desetletja, debate, težke in političnih bojev na koncu pri tistih, ki so zakonodajo pisali, da se je to vpeljalo. Tukaj smo zelo hitrejši, ta adoption rate je tukaj hitrejši. Ampak da ne pozabimo, to je treba upoštevati, in recimo Evropska unija je tukaj zelo, recimo prej pri zasebnosti, velik korak naprej naredila in to opažamo potem recimo, da se to premika tudi v ZDA, kjer so posamezne zvezne države začele sprejemati zakonodajo, ki imajo zdaj ta dobje vpeljave to, in ko bo zadeva začela veljati v eni zvezni državi, bodo te veliki vendorji morali začeti spoštovati to tudi globalno, zato ker če recimo Kalifornija sprejme, potem definitivno velja za Google, za Facebook in za vse ostale. Recimo Kitajci so pred kratkim sprejeli to vrstno zakonodajo in noter ima recimo ogromno elementov, ki jih ima tudi GDPR evropski, zelo pozitivno iz tega stališča. Tako da se svet premika v tej smeri. Pomembno moram povedati je pa to, da digitalizacija je lahko uspešna, kadar ljudje imajo zaupanje v njo. Zaupanje v njo pa imajo iz dveh vidikov, za uporabnostjo tovrstnih zadev in z dejstvom, da se zdaj zavedamo, da bodo njihovi podatki varni, da ne bodo z njimi manipuliral, da se ne bo zlorabljali, da se ne bojo preprodajali, tako naprej, kar se dogaja še vedno. Tukaj imamo pa še veliko prostora za napredek in recimo tudi mi vsi skupaj se borimo za to, da to zadevo naredimo malo bolj varno. Da gradimo to zavedanje tudi danes, recimo del tega in tako naprej, in da sam nek pritisk časovni bo pač dosegel, da se bo zadeva premaknila, bo šel v bolj pozitivno smer, kot se že premika. Tako fino izhodišče si nama dal še z Borisom, da kar nadaljujeva velike količine podatkov, umetna inteligenca. Boris, tvoj pogled na umetno inteligenco z vidika transparentnosti in etike. Velikokrat so se mi da tudi v preteklosti že o tem kaj pogovarjala. To je področje, ki je izjemno popularizirano v zadnjih časih, pa hkrati se razvija že kar nekaj časa, že več desetletij. Res je, da imamo zdaj računalnike, ki so v vsakem domu, ki so veliko bolj sposobni, kot so bili včasih, imamo pa tudi neke take zanimive
filmske spektakle, ki vsebujejo robote, ki na koncu podivjajo in ne vem, kaj vse naredijo, ne. Tako da jim to nekako se mi zdi, da vodi neko to dinamiko sprejemanja umetne inteligence kot nekaj slabega, ne. Jaz mislim, da da je to pač nekaj izjemno človeku danega, ne, da pač poskuša poiskati neka dejstva iz kopice nekih podatkov, ki so mu na voljo, da se na podlagi tega odloči, da poskuša to optimalno narediti, razumeti in potem pač svoje dejavnosti skozi to voditi, ne, in pač zdaj imamo neko orodje, s katerim lahko pogledamo več podatkov, hitreje, jih mogoče lažje organiziramo in se potem, ker smo pač delno tudi v digitalnem svetu, tam lažje, hitreje odločamo in tisto, kar se mi zdi zelo pomembno, brez napak, ne. Napak v tem smislu, da pač teh sistematičnih napak, ki jih utrujen človek počne, pač računalnik pa ne. Obenem pa se je večkrat že tudi izkazalo, ne, recimo, da so računalniki izjemno dobri pri reševanju nekih specifičnih problemov, ne, recimo pri igranju kakšne igre šahov v povezavi s kakšnim velemojstrom in podobno, ampak ta istega računalnika, ta istega algoritma pa ne moreš uporabiti za nekaj drugega, ne, recimo pomoči pri odkrivanju raka ali kaj podobnega, ne, ker so tam čisto neka druga pravila in pač rabiš nek specifičen drug algoritem, ki ga pač je potrebno razviti. Tako da to je neko področje, ki se bo razvijalo še naprej. Jaz mislim, da je vsem v interesu, da se podatki sistematično zbirajo, analizirajo, predelujejo. V teh podatkih je zelo veliko šuma, ne, tako da je to nek tak proces, ki se bo izvajal še naprej. In ne, na koncu pride pa lahko marsikaj uporabnega, recimo, če gledamo Tesline samozvozečo avtomobile, ne, pa še kaj drugega, na primer, ne, recimo, če gledamo kakšne spam, se pravi filtre za slamo, za neželjeno pošto, ne, to je en kup enih algoritmov, ki delajo ravno to, ne, obdelujejo podatke, rešujejo en specifičen problem in delajo naše življenje boljše, tako da sem večji optimist kot pesimist, ne. Kaj je bilo pa mogoče malo slabega na tem področju, je pa ravno ta odločitev, ne, kje se konča meja uporabnosti podatkov, pa začne zasebnost posameznika ali pa skupine, ne, in neka več, ne, etičnih dilem, kako se te podatki uporabljajo, ne. Tisti, ki se z anonimnostjo ukvarjajo, vedo, ne, da včasih lahko z stikanjem navzven povsem nenevarnih podatkov dobimo kakšno informacijo, ne, na primer, ne, če vemo, da je nekje na hribu v neki vasi samo ena starejša gospa, ne, pa mi govorimo o nekih konceptih, ki so starejša oseba od 50 let, ne, živi na nadmorski višini toliko in toliko, ne. Navzven bi človek rekel, ne, da sej, pa ja, nismo veliko povedali, ampak če pa velja in to in to in to, ne, potem pa lahko s prstom pokažeš na osebo, ne, in veš, da govoriš o tej osebi. Se pravi, tle so neke plasti anonimnosti, neke plasti etičnosti, zavedanja, ki se jih moramo pač zelo pazljivo ukvarjati s temi podatki. In ne, na koncu ne razvijati neke rešitve, ki nam bodo pač pomagali k nekem boljšem življenju, reševanju, ne, svetovnih velikih problemov. In konec koncev, ne, to ni samo za prihodnost, ne, se pravi razmišljanje o prihodnosti, ampak je konec koncev tudi neka taka tekma, ne, konkurenčna tekma danes, ne. Sploh, če govorimo o tem, ne, da se vrednostne verige izjemno preoblikujejo, da podjetja se povezujejo, to pomeni, da so že v neki taki mreži sodelovanj, ne, to pomeni, da neki produkti, neka znanja, ki so bila včasih lastna delavcem za mogoče dvometrsko ograjo, prav na neki specifični lokaciji, so danes globalno odprta. Kako za intelektualno lastnino skrbeti navzven, kako poskrbeti, ne, da je nek posel, kruh, konec koncev množici ljudi okoli, ne, ostane in se razvija in bo tam tudi jutri, ne. To so vsi neki izzivi, ki jih je pač treba v kombinaciji s tem, da pa lahko
zaradi te povezljivosti obenem pa bistveno boljše, zeleno, trajnostno, vključujoče in vse. Živimo, to se mi zdi, tisti ključni etične dileme, ki jih bo pač treba razrešiti. Ne verjamem pa nikoli v nek top-down approach, se pravi od zgoraj navzdol se mi zdi, da ne funkcionira. Politiki ali pa neke stroka nastavnike, se mi zdi, neke smernice, neke usmeritve. Treba je pa rešiti probleme, ko se pojavljajo od spodaj navzgor. Pri razvoju prvih takih rešitev, z nekim pozitivnim pristopom in pa inkrementalno produkte in pristope izboljšati. Hvala, Boris. Zdaj, še nekako 4 minute nam je ostalo, na 30 minut smo omejili naše pogovore. Za konec, mogoče zadeva, s katero se že kar precej mesecev od lanskega leta ukvarjamo. 18 ukrepov za več IKT strokovnjakov in strokovnjakinj v Sloveniji smo pripravili. Zdaj smo tik na tem, da finaliziramo zgibanko, ki bo tudi v hard copy varianti in seveda tudi virtualna. Pa mogoče samo nekaj številk. Slovenija bo do leta 2030 potrebovala 5000 novih IKT strokovnjakov vsako leto. Diplomantov z tega področja je trenutno letno 1100, število vpisnih mest na te fakultete se pa povečuje zgolj 5%. Zdaj, če gledamo pa Evropo, bo pa do leta 2030 potrebovala 20 milijonov IKT strokovnjakov in mi smo v naši komisiji skupaj z zunanjo agencijo, tudi Boris na tvojo iniciativo, pripravili 18 ukrepov. Jaz sem sicer pripravila za vaju vprašanje, da mogoče izpostavita 2 ukrepa. Lahko pa odgovorite na vprašanje, jaz se bom ustavila kar pri prvem ukrepu, pa bom potem še to prosojnico, ki je zdaj gor pokomentirala. Kot prvi ukrep smo dali uvedbo informatike in računalništva kot obvezen predmet v osnovno in srednjo šolo, ki se nam zdi ključna tudi zaradi nekega računalniškega načina razmišljanja. Pa da nadaljujem še s tole prosojnico, ki jo zdaj vsi vidijo. Na eni konferenci, kjer smo partnerji že kar nekaj let, bomo tudi imeli v okrogli mizi možnost povedati kaj več o tem. Jaz upam, da boste oba lahko tam govornika na tej konferenci v sklopu poslovnega dne in seveda bomo tudi govorili o teh 18 ukrepih. Zdaj pa mogoče lahko izpostavite 2 ukrepa ali se pa fokusirate na tega uvedba informatike kot obvezen predmet. Uroš, kar izvoli. Ok, bom jaz mogoče sem res izpostavil na uvedbo informatike kot obvezen predmet. Zakaj smatram, da je to potreben ukrep? Zelo enostavno. Mi ne želimo s tem, kar zdaj počenjamo, da vzgojimo tiste, ki bodo uporabniki tovrstnih rešitev. To bomo tako in tako vsi. Ampak je uvedba informatike pomembna zato, da imamo čim več tistih, ki bodo kreirali ali pa sodelovali v kreiranju tovrstnih rešitev. In zato potrebujemo potrebna znanja. In kakor vedno lahko ljudi usmeriš v to v kasnejših letih, je zelo pomembno, da ljudem damo, tem primeru otrokom, mladostnikom, vedeti, kaj to je in usmerjamo v mladostniških letih, da oni čutijo in tudi mi zaznamo pravi potencial. To je ključno za me. Boris? Ja, jaz mislim, da je otroke najlažje navdušiti nad nekimi novimi stvarmi, s tem, ko jim pokažeš, kako stvari delujejo. In tudi narobe je, da razumemo informacijske tehnologije kot neko svoje področje. Jaz bi izpostavil še številko 4, se pravi multidisciplinarne študijske programe, potem tudi kasneje, ne samo v osnovni šoli, ampak tudi kasneje. Jaz mislim, da bo ta način razmišljanja, da je programska oprema, da je digitalno, so neka orodja, nek pristop, s katerim, ki se zažira vse pore našega življenja. In to niso samo informacijske tehnologije, ampak povsod drugje. To pomeni, da rabimo to čudenje, navduševanje, inovacije, razvoj. Tukaj, se pravi, v svoji družbi, ker če ne bomo tega delali v Sloveniji, bodo to delali drugje, bo pač uporabljalo orodje drugih. V vsakem primeru si je to neka prihodnost, ki se ne moramo izogniti. Jaz bi pač se na glas vprašal, zakaj tega ne moramo sooblikovati ali pa celo v kakšnih področjih voditi tudi mi.
Se pravi, ne, skozi navduševanje in čudenje otrok, ne, skozi vključevanje žensk, tle smo podpovprečni v primerjavi z drugimi državami, a ne, pa z malo več drznostjo v neke produkte, a ne, končne produkte, ki jih uporabljamo mi, pa tudi drugi, a ne, ki bi jih z veseljem uporabljali mi, ne, se pravi, če jih ni, pa jih naredimo, ne. Pa drugi, to je veliko lažje, kot narediti neko tovarno, se pravi, te začetne investicije ni, ne. Če projekt ne uspe, ne, je stroškov bistveno manj, ne, si probal, si se nekaj naučil, če uspe, ga je pa skalirati, se pravi, razširjati, bistveno lažje, ne, z dokupovanjem nekih oblačnih rešitev, ne. Seveda, ne, je pa to del naše družbe, ne, našega življenja, ne, so področja, kjer digitalno ne bo rešilo vsega, ne, ampak bo pa bistveno pomagali bolje organizirati tudi tista področja, tudi kmetijstvo, tudi hrano, tudi gozdarstvo, konec koncev. Se pravi, multidisciplinarnost različnih področji in pripeljati digitalna orodja tja. In pa drznost, kot si omenil. Tako da jaz se vama res lepo zahvaljujem, fin pogovor, jaz upam, da so tudi ostali uživali, ki so nas spremljali ali ki nas še bodo. Tako da glede na to, da sta veliko delata z digitalnimi orodji, vama priporočam, da vzamete v roko kakšno knjigo v tem obdobju počitniškem in seveda mi se s komisijo vidimo spet konec poletja. Aktivni bomo še naprej, tako da za danes pa samo hvala vama in imejte lepe počitnice. Hvala vsem, hvala vam obema tudi. Enako, lepe počitnice vsem. Adijo. Adijo.